Hvala lepa, da ste mi prepustili besedo. Ponovadi sem stoje tu govoril, danes imam pa neke težave, pa moram sedeti, kar mi ni prav nič všeč. Ja, to je naslov. Zdaj pa najprej gremo na tisto, kar sem vam že pred leti nekajkrat pokazal, da bomo malo primerjali, kaj smo vedeli do letos spomladi in kaj vemo od aprila naprej. Govoril bom predvsem o tistih stvareh od aprila letos naprej. No, ampak za osvežitev spomina pogledamo haploskupine na kromosomu Y, to kaže na deleže moškega prebivalstva v Sloveniji, Rusiji, Nemčiji, med Laponci in pa med Finci. Zakaj sem ravno te izbral, ne bom utemeljeval. No, pri Slovencih je glavna haploskupina RNA, to smatramo za splošno slovansko in indoarijsko. Vidimo nekaj več kot tretjina Slovencev je ima, Rusov malo več, Nemcev pol manj, Laponci nenavadno veliko, Finci zelo malo. Potem je staroevropska, prvotnoevropska, splošnoevropska haploskupina I. Pri nas je malo pod tretjino, Rusi pol manj, Nemci so nekje vmes, Laponci toliko kot mi in Finci tudi približno toliko. Kratka, nenavadno razmerje. Potem je haploskupina RNA-B. To je sedaj značilna za zahodne Evropejce. Vidimo, pri nas je nekaj pod 20%, v Rusiji zelo malo, ampak tam je mnogo starejša. V Nemčiji približno pol ljudi, med Laponci skoraj nič, med Finci skoraj nič. Potem so še manjše, recimo severnoafriška, pa kaukaška, pa judovsko-arabska. Za nas je zanimiva tako zvana ugrofinska haploskupina N, ki je med Finci in Laponci veliko, med Rusi in povsod po Zakarpatju ne tako malo, kar precej, pri nas je pa nič. Nič, in to se ponavlja 15 let, ostaja ta ničla. Kaj nam ta pove? V Zakarpatju je kar nekaj, pri nas ni, torej so naši pridniki pridrveli iz Zakarpatja in izstrelili vse tukajšnje ljudi. Potrjuje to? Prav, pa gremo naprej, če to res. No, zdaj pa, prva genetska ocena o nastanku človeštva je bila leta 1987 po neverodostojni metodologiji, ki so avtori naslednje leto odpovedali in je kazalo, da je prva človekinja nastala 200 000 let pred sedanjostjo v Afriki. Hitro, čez par let so popravili na 50 000 let in če pogledamo sedaj objave populacijskih genetikov, vidimo, se vse vrti nekje okrog 50 000 let in s temi 50 000 leti nastanka v Afriki tudi naši arheologi in jezikoslovci pojasnjujejo vse najdbe, kar smo jih dobili pri nas, vključno s tisto slavno piščaljo iz jame Divjih Bab. Medtem ko druga metodologija, DNK rodoslovje, pa je pokazalo starost 130, 150, 250 000 let in nova metodologija, ki je v veljavi šele par let, kaže najmanj 250 000 let, odkar je moški del človeštva nastal in to ne v Afriki, ampak nekje izven nje. Medtem ko po ženskem delu pa že vejo, nočijo
kako bi rekel, na ta način priznati, ko bom jaz rekel, čeprav podatke nedvoumno podajajo v svetovni literaturi. Predniki človeštva so živeli v Evraziji že pred več kot milijonom let. In od teh prednikov so se odcepili Denisovci pred recimo 600 tisoč leti, pa Neandertalci pred 400 tisoč leti, pa še drugi hominidi, no in naši so pa preživeli. No in potem, če se so razlike v softveru. Še nekaj, kar sem vam pokazal že pred leti, ko smo poznali samo podatke po številu ponovitev kratkih delov DNK na kromosomu Y, smo videli, da so afriške skupine nastale že davno prej, pred več kot 100 tisoč leti, in to ne v Afriki. Potem je bila pa ena čudna luknja in se je haploskupina beta ali BT, ki je prednica vseh ostalih sedanjih haploskupin, razen afriških, da se je pojavila pred 64 tisoč leti. In vprašanje je bilo do lani, zakaj to, kako to. No, lani so se pojavili tudi novi podatki na podlagi pogostosti posameznih mutacij na DNK, ki kažejo bolj natančno, kdaj, ne natančno, ampak bolj verodostojno, natančnost je manjša, kdaj so nastali. Najstarejša sedaj znana v afriški živeča haploskupina A00 pred 250 tisoč leti, sedaj živeča afriška haploskupina A0 pred 180 tisoč leti, A1 pred 135 tisoč leti, A1B1 pred 132 tisoč leti in haploskupina BT, ki je prednica vseh ostalih, je nastala pred 128 tisoč leti. Na prejšnji tabeli smo videli pa podatek 64 tisoč let. To bomo malo kasneje pogledali. No, zdaj pa poglejmo, kako so šli potomci haploskupine BT. Eden je haploskupina B, ki je prišla v Afriko, potem je pa haploskupina CT, ki je pri sedanjih ljudeh ni, v najdiščih so jo pa že letos našli. No, iz te haploskupine je nastala haploskupina D in iz nje haploskupina D in E, kam sta šli, bom kasneje pokazal, in pa poleg D je še CF, ki je ampak iz nje sta izšli haploskupini C in F. C je tako zvana mongolska haploskupina. No in tu imamo še njihove potomce in tu vidimo staro evropsko haploskupino I, ki je nastala pred 46 tisoč leti. No in potem imamo še finsko skupino in nazadnje slovansko in zahodno evropsko, ki sta nastali, slovanska pred 24 tisoč leti, zahodnoevropska pred 21 tisoč leti, obe pa v Južni Sibiriji. No in če se gremo spet nazaj, vidimo, imajo čez 120 tisoč let, 84 tisoč let, kaj je sledilo potem. Pred okoli 68 tisoč leti je v sredino Tihega oceana padel velik meteorit, predvidevajo, da je imel premer okrog 11 kilometrov in je povzročil 40 kilometrov visok brizg vode in 15 kilometrov visok val, ki se je s hitrostjo 500 do 700 kilometrov na uro širil vse naokoli
in pri širjenju je seveda njegova višina postopoma padala. In puščice, te oranžne puščice, kažejo, nakazujejo približno višino tega vala. Manjše kot so, nižji je bil val. No in ta visoki val je preplavil obe Ameriki, Antarktiko, Arktiko, Azijo, Avstralijo. Večjih Azijo vidimo, tudi sledi se najde po vseh puščavah. Po puščavah so ohranjene in se jih lepo vidi. Tam, kjer je poraščeno, so pa metode za ugotavljanje bolj zahtevne. No in vidimo, da je bil praktično ves svet takrat preplavljen. Pač pa mi je maja letos avtor sporočil, da ni opazil nobenih sledi tega cunamija na področju Alp, Balkana do Karpatov in pa na vzhodnoafriškem višavju. To nam pa da veliko misliti. Če gledamo spet sem, vidimo, tile so preživeli v Afriki, tole je morebiti preživelo v Evropi. Letos tudi maja so pa genetiki objavili podatke za haploskupine v starih najdiščih. To jih prikazujem sortirane po starosti haploskupin na Y-kromosomu. Na Češkem v Dolnjih Vestonicah so pred 30 tisoč leti še živeli ljudje, ki so imeli haploskupino BT, ki v sedanji ljudje nimajo več, je izumrla. In pa v Romuniji, v Rusiji in na Češkem tudi haploskupino CT, ki je nastala pred 84 tisoč leti. Pa na Češkem, v Romuniji, pa tudi v Nemčiji haploskupino F, ki je sedaj že zelo redka, najdemo jo pa v recimo neolitskih najdiščih pa še kar nekaj. Vendar ta je nastala pred 65 tisoč leti, to se pravi po tistem udarcu meteorita. No in potem imamo po Evropi še vse naslednje haploskupine, celo mongolsko. In od 35 tisoč let nazaj po Evropi prevladuje haploskupina I in če gledamo, kaj jo spremlja, ženska haploskupina U. Se pravi, tako izračuni po genetiki sedanjih ljudi, kot tudi genetika, ki jo dobijo v arheoloških najdiščih, kažejo, da je ta populacija prvotna, vseevropska populacija, vse drugo so prišleki. No, če samo še ženske pogledamo, spet prevladuje U. No in če pogledamo leto prej, so Brandt in sodelavci zbrali pregled arheoloških in genetskih podatkov do takrat in so povedali nedvomno, v stari kameni dobi so po vsej Evropi živeli moški s haploskupino U in ženske s haploskupino U. V srednji kameni dobi isto. V zgodnji mlajši kameni dobi ob prihodu kmetijstva je zraven prišla haploskupina G2A in kup ženskih haploskupin. V pozni mlajši kameni dobi se je pojavila pa še slovanska haploskupina RNA ob vsej mešanici žensk. To se pravi, podatki se skladajo. In zdaj vprašanje, ali so bili v stari pa srednji kameni dobi
isti ljudje, ki so živeli že 40 000 let, skoraj izključno oni po Evropi, so bili to že Germani, Romani, Kelti, ja, Slovani niso sledili. No, zdaj pa, če poskušamo, kaj lahko si zamislimo, da sledi iz tistih podatkov, ki sem jih doslej predstavil. Ker v Afriki niso našli nobenih primerkov, ki bi imeli haploskupine BT in CT in njihovih naslednikov, razen tistih, ki izhajajo iz severa, lahko sklepamo, da so preživeli ravno tu na našem področju, na nekdanjem, pravim jaz, slovenskem področju. Medtem ko afriške haploskupine so preživele na afriškem višavju in so se potem razširile od tam po Afriki. Moramo pa to jemati s kančkom previdnosti, ker nimamo podatkov, ali je mogoče kaj preživelo na južnih obronkih Kavkaza in na južnih obronkih Himalaje. Zaenkrat teh podatkov še nimamo. No, pa če gledamo, ko rečemo BT in CT so našli v Evropi, to se pravi, od tu izhajajo vsi njihovi nasledniki. Haploskupina CT se je razdelila, je dala dve vrsti potomcev, in sicer haploskupino CF in haploskupino DE. Njuni potomci D so se preselili v Indijo, veliko jih dobimo v Tibetu, na Andamanskih otokih in pa na Honšuju. To je ljudje Ainu in stare japonske kulture, predjaponske kulture predstavljajo ti ljudje. Medtem ko haploskupina E je nastala nekje na Bližnjem vzhodu in je poselila Evropo in Severno Afriko, pred par tisoč leti pa si je razširila tudi vse povsod po Afriki in je sedaj najbolj pogosta afriška haploskupina. No, zdaj pa poglejmo, kaj je šlo iz haploskupine CF. Dala je dve potomki, haploskupino C in pa haploskupino F. Haploskupina C si je razširila v manjšem številu po vsej Evropi, glavnina pa si je razširila v Srednjo Azijo in med Mongoli prevladuje še sedaj. Dobimo jo pri ameriških indijancih in pa pri avstralskih staroselcih. Kako so do tja prišli, še ni znano. No, haploskupina F je pa ostala v Evropi in je dala kar veliko raznih potomcev. Recimo haploskupina I je ostala v Evropi in jo so zasedla. Haploskupina K je šla preko Rusije v Azijo. Kaj se je z njo zgodilo, bomo kasneje pogledali. Haploskupina G je šla nekam na Srednji vzhod. Haploskupina H je prešla v Indijo, kjer je sedaj največ, vendar dobimo jo tudi v Evropi. V Evropi je značilna za cigane. Potem je nastala še haploskupina J, ki je nekje od Kavkaza do konca Arabije. To je značilna sedaj za Jude in Arabce. No, pa gremo naprej. Kako je bilo pa s haploskupino K, ki je nastala iz haploskupine F? Tisti del, ki je prišel v Sibirijo, je dal haploskupino P, ki je dala dva potomca. Haploskupina Q, ki je sedaj značilna za severovzhodno Azijo,
za Eskime in za večji del Indijancev po Ameriki, zlasti v Južni Ameriki. In pa haploskupina R, ki je nekje ob Altaju preživela zadnjo poledenitev, se razcepila na tako zvano slovansko in tako zvano zahodnoevropsko haploskupino. Drugi del potomcev haploskupine K je haploskupina LT, ki se je razdelila na 3 veje. Haploskupina T, ki jo najdemo od Estonije do Abesinije. Potem haploskupina L, ki je največ na Srednjem vzhodu v Indiji. Haploskupina NO, ki je prišla v jugovzhodno Azijo, se tam razcepila na haploskupino O, ki je glavna v jugovzhodni Aziji do Japonske in je dala tudi 2 potomki, M, ki sega do Melanezije, in S, ki je na Novi Gvineji, ter haploskupino N, ki pa je potem se širila, je največ še sedaj v Vietnamu in na Kitajskem, ampak se je širila v Srednjo Azijo in dosegla Severni Ural. Se pravi, zdaj imamo drugačne poti, ki vse izhajajo iz naše širše okolice. No in zdaj pa za osvežitev spomina. Haploskupina RNA-B, ki je nastala v Srednji Aziji, se je širila na zahod do Volge, jo je dosegla pred 13.000 leti in pred okoli 6.000 leti je mimo Kavkaza, bolj verjetno po vzhodni, ne po zahodni strani, ali pa po obeh, ne vemo, prišla v Mezopotamijo, kjer je njihov delnik bil prednik Sumercev, drugi del je šel v Egipt, kjer so bili začetniki faraonske ureditve. Iz Egipta se jih je del širil v osrednjo Afriko, kjer jih v Čadu, Kamerunu najdemo, pa Nigeriji najdemo kar veliko. Tretji del je pa preko Severne Afrike napredoval na Pirenejski polotok in potem predvsem po morskih poteh ter po ustaljenih kopenskih poteh so zasedli vso zahodno Evropo, iztrebili skoraj vse moške tam in si prisvojili vse ženske. No in nekje na meji Ren, Srednja Patska nižina, so jih pa prvotni prebivalci ustavili. Od tu je videti, tu imajo veliko pomen naša gradišča, ker kaže, da so nastala prav v tistem času za obrambo proti prednikom zahodnoevropejcev. No, in če pogledamo še haploskupino RNA, je tudi nastala v Srednji Aziji. Jaz zlobno trdim, da so že po koncu ledene dobe zbežali pred krvoločnimi RNA-B predniki zahodnih Evropejcev. Nekaj jih je zbežalo v Indokino, kjer jih še sedaj nekaj najdemo, večina pa na zahod, v Indijo in od tam preko Irana na Bližnji vzhod in s kmetijstvom v Evropo, kamor so prispeli istočasno s kmetijstvom. No, ko so pa predniki zahodnih Evropejcev sedanjih udarili v zahodno Evropo, jih je del pobegnil v severno Skandinavijo, velik del v Rusijo, kjer so se razmnožili, se razširili vse do severne Kitajske, pa tudi na Bližnji vzhod, v Egipt in v Arabijo, v Iran, to so Avestici, ali so pa indijski Arijci prišli iz Srednje Azije ali iz Arabije, se še kregajo, vendar vedno več podatkov kaže,
da so verjetno prišli iz Arabije. In sicer kot govedorejci. No, če pogledamo še haploskupino N, ki je značilna za Fince. Pred 14 000 leti je bila v Lužni Sibiriji, pred 6000 leti vzhodno od Urala, pred 3000 leti so začeli se širiti med prednike Rusov in pred 2600 do 2800 leti so prišli v Zakaukazje, še kasneje pa na Finsko in do severa Skandinavije. Ali so naši predniki pred 2600 leti že ušli od tam? Če so pred 1400 leti pridrveli krvoločno v naše kraje, se pravi, da so še 1000 leti živeli z ljudmi s haploskupino N, pa vendar nobenega od tistih ni pri nas. Spet ta podatek, kdaj so finska ljudstva prišla v Zakarpatje, kaže, da naši predniki niso prišli od tam. No in sklep, predniki večine sedanjega človeštva po moški strani, razen Afričanov s haploskupinami A, je pred okoli 68 000 leti ravno na področju Alp in Balkana preživelo tisto katastrofo, ki je izbrisala večino tedanjega človeštva in, kar zelo poudarjajo, skoraj iztrebila tudi neandertalce. In moški predniki večine sedanjega človeštva, tudi večine sedanjih Afričanov, so potomci tistih ljudi, ki so preživeli v tem delu Evrope. Vse razne druge razlage, tu se bom samo na eno omejil, da so slovanski jeziki nastali iz baltoslovanščine, to očitno ne drži, ker so baltski jeziki nastali pred okoli 2600 leti ob mešanju severnih Slovanov z Ogri, ki so prišli takrat iz-za Urala. Vse to pa lahko že preberete v moji knjigi, ki jo ima nekje skrito založnik, poiščite ga nekje v tej dvorani se skriva.